Spoštovane in spoštovani, prehod iz krize v normalizacijo je prehod v normalno, urejeno stanje. Normalno je torej urejeno. Normalizirati je narediti, da nekaj postane normalno, prav. Normalno je torej prav. Tega, kar ste zdaj slišali, si nisem izmislila. Zapisano je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Ne bom govorila o tem, kaj vse v naši državi ni normalno in zakaj, ker nam je to že vsem jasno. Govorila bom o tem, kaj bi moralo biti in kaj bo normalno, ko aktualne vladne koalicije več ne bo, po volitvah. Normalno bo živeti v realnem svetu, se ukvarjati z realnimi problemi ljudi, z realnimi izzivi, imeti realne rešitve. Biti obremenjen, da, toda s prihodnostjo. Normalno bo tudi dobivati kritike, takšne in drugačne, a predvsem se bo normalno pogovarjati kulturno. Po volitvah bo Slovenija spet delovala normalno. Po volitvah se evropske inštitucije, tudi mi v Evropskem parlamentu, ne bomo ukvarjali s Slovenijo na način, kot se zdaj, ker se ne bo treba. Odpravili bomo nezakonitosti. Poskrbeli, da se odpravi tudi kakršnokoli koketiranje z nacizmi, s fašizmi. Napadov oblasti na medije in njihovega finančnega izčrpavanja ne bo več. In še konkretno, s prenovo zakonodaje bomo zmanjšali politični vpliv na RTV in STA. Okrepili bomo njuno avtonomijo. Poskrbeli bomo za civilni dialog, zlasti pa za izboljšanje položaja samozaposlenih in nevladnikov v kulturi. Veste, lahko sem še 100-krat evropska poslanka, toda za normalizacijo države smo odgovorni izključno sami. Evropska unija je okvir, nalogo pa moramo oddelati mi, da bo urejeno in da bo prav. In o normalizaciji, pa ne samo na področju kulture, ki sem ga kot predsednica programskega odbora zdaj izpostavila, bo govor na okrogli mizi, ki sledi. Normalizacija na praktično vseh področjih je namreč osnovni pogoj za to, kar si za našo državo želimo vsi. To je razvojni preboj. Veselim se razprave in besedo predajam povezovalcu okrogle mize Damirju Črnčecu.